vsako leto, tudi letos prvi sončni žarki so privabili na naše ceste zopet motoriste. Morajo se v bistvu motoristi zavedati, da temperatura asfalta še ne omogoča optimalnega oprijema pnevmatik. Prav tako je od zime še zmeraj ostalo veliko poškodb, veliko je še ostalo posipnega materijala, na katerega morajo biti pozorni. Motoristom priporočamo, da res hitrost vožnje prilagodijo svojim sposobnostim in pa lastnostim ceste. Naj vozijo z zmanjšano hitrostjo, tudi če bo prišlo do kakšnega zdrsa, posledice v bistvu ne bodo tako hude. Danes smo se zbrali, da opravimo prvo kondicijsko vožnjo v letošnjem letu. Za vami je že teoretični del izobraževanja, praktično na poligonu, danes pa še sledi zadnji del kondicijska vožnja. Zbrani ste policisti, vojaški policisti, reševalci na motorju, v bistvu vse službe, katere pri svojem delu uporabljate motorna kolesa. Bolj previden? Moraš biti, ja, samo največji problem je to, da moraš imeti vedno v glavi, da te noben drugi ne vidi, ne? Pa ko te več ni strah motorja, moraš doliti. Za kakšne manevre je lažje motor obrneš, pa gre za kršitelje, oziroma če si znaš kao kršitelj, to kaj je danes najbolj. Sama priprava na motoristično sezono naj zajema po eni strani pripravo motorista, se pravi psihofizično stanje motorista. Vemo, da na motornem kolesu so specifične obremenitve posameznih delov telesa, to so od mišic na rokah, vratu, v hrbtnem predelu in pa po drugi strani naj pripravijo tudi svoje motorna kolesa na motoristično sezono. Osnovno, kar je, naj pregledajo pnevmatike, ali imajo vsaj 1 mm globine dezena, ali je ustrezen tlak v pneumatikah, potem svetlobna telesa, kolikor je potrebno, najprej servisirajo motorna kolesa, naj jih odpeljejo na tehnični pregled, potem nadalje naj tudi svojo opremo pogledajo, ali je še čelada ustrezna, ali ni mogoče vizir že preveč spraskan, naj ga zamenjajo, ni tako velik strošek in omogoča bistveno boljši pogled na cesto. Ko se bojo odpravili na cesto, naj se zavedajo, da je še zmeraj poglavitni vzrok vseh prometnih nesreč neprilagojena hitrost vožnje, stran in smer vožnje in pa izsiljevanje prednosti. Na eni strani voznikov motornih koles, na drugi strani pa tudi voznikov osebnih vozil. Naj se zavedajo, da so vozniki se malo odvadili čez zimo, da so na cesti vozniki enoslednih vozil in jih tudi hitro spregledajo. Na vseh treningih varne vožnje, katerih se udeležujemo, zmeraj motoristom svetujemo. Naj bodo oni tisti, ki so aktivni, naj spremljajo dogajanje okrog sebe, naj bodo tisti, ki bodo predvidevali manevre tudi drugih voznikov. Kadar prihajajo v, temu rečemo, nejasno prometno situacijo, ko se ne ve, kaj bo drug udeleženec naredil, naj rajši vozijo defenzivno, naj počakajo, da se situacija skristalizira in potem opravijo manever, ki ga pa tudi opravijo. Predvidevanje. Če bi vsi vozniki znali pravilno predvidevati, pa se prilagajati trenutnim prometnim razmeram, ne bi prišlo do toliko prometnih nesreč, kot se dogaja. Govorite o motoristih. Kaj pa vozniki osebnih? Vozniki osebnih vozil pa se morajo prvo navaditi, da so motoristi na cesti. Se bojo navadili, pa znali isto malo bolj biti strpni do motoristov, pa tudi boljša.